Dobar dan. Spoštovani žalujoči, čakamo še na eno gospod. Pravkar sem prejel informacijo, da še nismo si zbrani. Počakati moramo še na gospod Natalijo. Na gospod Natalijo. Predlagam minuto molka. Tukaj smo se zbrali na željo pokojnika, ki si je namesto formalne žalne slovesnosti zaželel, da se njegov pepel prinese na dom. Žara bo tukaj en dan, to bo pa tudi priložnost za vse najbližje, da se poslovijo od njega. Joj, Tina, prosim te. Ker smo končno vsi zbrani, vas vabim, da izpolnite še eno pokojnikovo željo. Želel si je, da mu člani družine zapojejo njegovo najljubšo pesem. Najljubšo? Ja, se veste, za katero gre. Absolutno. Gospod odvetnik, pripravljen sem za izpolnitev vseh pokojnikovih želja, ampak člani družine mislimo, da petje v tem trenutku res ni spodobno. Mislim, da se v tem trenutku spodobi ugoditi željam pokojnika. Gospod odvetnik, se nam boste pridružili? Ne, v službi ne pojem. Gozdnik je žizen, travnik je razcveten, piški podnik. Draga moja družina, opravičujem se za gospod odvetnik. Spoštovanje, moje spoštovanje. Pa dobro, no, nadaljujemo. Seveda, ja. Vi pa ste? Ja, to sem jaz.
predlagam torej, da nadaljujemo s slovesnostjo. Čas je za govore. Če želi kdo od prisotnih kaj povedati, prosim. Ja, kako je rekel, pokojnik. Torej, kaj naj rečem? Kako naj začnem v tem težkem, kako bi rekel... Dizastroznem. Obupnem trenutku. Kako naj začnem ta svoj skromni govor? Skromen zato, ker za tako velikega človeka, kot je bil naš dragi pokojnik, in to ve vsak, ki ga je poznal, vsi smo ga poznali, čeprav smo ga eni poznali bolj kot drugi. Ja. Torej, nekateri drugi, oprostite, izgubil sem... Rdečo nit. Točno. Rdečo nit sem izgubil. Skromnost je vrlina, ki jo je imel naš dragi, blaženi pokojnik na pretek. Točno tako. Zdaj pa nam ostane samo še mrtva tišina, nejevera in vprašanje. Tako je. Poslušaj, Marjan, če bi Vinko hotel imeti dialog, bi se pogovarjal s tabo. Kako? Torej, kaj sploh je človek? Danes si, jutri tredi več. V tem nesmislu trenutka, v katerem iz dneva v dan bivamo, človek ne more mimo tega, da se pred smrtjo ne bi vprašal, kje je tu logika? Ki je ni? Kje je simetrija in kje je pravica? Ja, tak je Božji zakon. Zato tudi ne more biti drugače. Ja, vida, dobro vem jaz, kaj je zakon, zelo dobro vem. Ampak, zakaj je prišel na vrsto prav on? Slava mu. Tina, no. Zdaj pa že nekaj. Oprostite, ampak oče takih pogojov ne more imeti govora. Malo pozornosti, prosim. Kar nadaljujte. Skrajšaj. Nemogoče je in nobene potrebe ni, da bi iskali logiko in pravico v teh težkih življenjskih okoliščinah. Mislim, da mi je to pokojnik tudi sam povedal, ko sem bil kot zadnji pri njem na obisku. Rekel mi je, dragi Vinko, nikogar nimam, ki bi mi bil bližji, kot si mi ti. Ja. A prav to ti je rekel. Ja, točno to. Ne vem, če se mu bil prav ti ne bližji. Zaradi pietete do pokojnika bo Vinko na tem mestu končal. Bolje, ja. Jaz pa bi na tem mestu rada povedala, da je bilo povsem nespodobno, da ima še val samo en duhovnik. Vsaj trije bi morali biti. Tudi tu ne bi rekel, a ne Tunči? Kljub je naročil samo enega, a si bil ti, Vinko? Jaz? Zakaj jaz? Vse je v odvetnikovih rokah. Najbrž je on tako naročil, ne? Res ne razumem, kako se lahko kaj takega zgodi v tako veliki družini in pri takem bogastvu. Tako je želel pokojnik. Ja, on se En, dva. Dragi naš Mato, ko sva se zadnjič videla, si mi dal prepotreben veter v jadra moje bahke. Rekel si mi, dragi moj Max, ne smeš obupati,
Nadaljevati moraš in končati študij. Najpomembneje pa je, da se poročiš in da nekaj ustvariš. In potem bo vse to samo tvoje. Jaz bdim na tabor in verjamem vate. Predragi moj Max. A vidite, kakšen posluh je imel za nas, mlade? Hvala ti še enkrat. Dragi moj Mato, pokličal te bo. Bravo! Hvala vsem teja še enkrat iskreno sožalje. Kdo želi, lahko še ostane na popustitvi. Z moje strani je to vse. Vidimo se čez 40 dni in lep dan še naprej. Hvala! Joj, Tina, daj pa že zadostiti za tvojega joka. Lepo in spodobno je, če nekdo joka pri maši v imenu cele družine. Ampak zakaj treba pa še zdaj? Daj Boga, si pomaga. On je bil še 5 minut pred smrtjo živ. Zdaj je pa mrtev, no. Kakšna nepredstavljiva tragedija za vso našo družino. Anko, Ja, ti si bil torej zadnji pri pokojniku, tik pred smrtjo. točno tako. In povedal ti je vse to, kar si ti povedal nam. Ne samo to. Rekel mi je, ljubi Vinko, veliko sorodnikov imam, ampak vsi so nekako, vsi so nekako, samo ti, dragi Vinko, samo ti. Toliko let si bil župan, rekoč, upravljal si ljudstvo, se pravi, da boš z lahkoto znal upravljati tudi moje premoženje. Ampak pokojnik je bil pismen človek in je bral časopise. Zato si je lahko mislil, res je, da je bil tale Vinko župan, ampak kamorkoli je prišel, je za njim ostal drek. To ni res, to je pisala opozicija. Oni pač ne bodo pisali, da se je za njim bil dišeč oblak. Pokojnik je to tudi sam vedel. Zelo dobro je to vedel, zelo dobro. In kdo bi po tvoje upravljal premoženje? Vidva? Propadel trgovec v stečaju? Ali posušen arhivar, ki je prilezel starega fascikla? S tem se pa jaz ne morem strinjati. Kdo ne se ne strinja, a ne tuči? Ja. Ne. In zakaj ga ne bi upravljala jaz? Ti, ker o tem nimaš pojma. Točno to. No, njo smo tudi eliminirali. In kdo nam prestane? Kaj pa jaz? Vi se obnašate, kot da mene ni. Pa seveda si. Saj ne rečemo, da te ni. Ampak ti si nekako, Kot da bi lebdel v zraku. kot da bi lebdel v zraku. Kako to mislite, lebdev? Pustimo to. Končno se spomnili na postreji. Ne, čakajte malo. Jaz se šolam, zato imam največ kompetenc. Šolam. V šoli se lahko naučiš kemijo, biologijo, jezike, ne moreš se pa naučiti, kako upravljati premoženje. Saj se ne šolaš zato, da bi kaj znal, pa zato, da bi bil šolan. A ti sploh veš, kaj pomeni upravljati prebivalstvo z 52.364 prebivalci, a? 52.374. Ja, Veš, kaj to pomeni? To pomeni, da Vinko samo zavpije mirno in vseh 52.374 prebivalcev se postavi v vrsto, gledajo naravnost oči in trepetajo. Seveda trepetajo, kaj pa je drugega preostane. Vidite, to pomeni upravljati premoženje. O, Tina, no, saj ti jokaš, kot da bi te najeli. Njegove lepe duše. Zanimivo, kako se v taki hiši polni žalosti najde tako mlado, prijetno bitje. Da ni vaša teta zelo bolna. Ne, malo letih jim pomagam.
Razumljivo, vi ste seveda mlajša in... Lušna je, zelo lušna. Vinko! Kaj se imaš ti, star delec pogovarjati z njo? Kaj? Usite samo, hotel si me malo zaslišati. In nima zasliševati, saj nisi v službi, tu smo po maši. Vseeno pa je sramota, da nas sprejme in nam striže ne zna. Ja, kaj hočeš, taka je pokojnikova posledna volja. Komu je pravzaprav povedal to svojo posledno voljo? Njegova posledna volja je oporoka, ki jo pa lahko odpremo šele čez 40 dni. Ravno včeraj sem govoril z našim juristom in še nekaterimi odvetniki. In vsi so mi rekli, da nikjer ne piše, da je treba oporoko odpreti šele 40 dni po smrti. A ti misliš, da se Vinko ni pozanimal? In misliš, da še mi nismo. Seveda ste se. Vinko je šel k sodniku in tam mu je rekel, naj potrpimo. Tudi pokojnikova želja je bila, da smo potrpežljivi. On je mrtev, njemu je lahko biti potrpežljiv. Ampak za nas je to malo težje. Zame ni noben problem počakati 40 dni. Ja, poleg tega tudi piše, da naj se do odprtja oporoke vsa lastnina preda odvetniku v upravljanje, hišo pa naj začasno čuva in upravlja teta, ker pokojnikova želja je bila tudi, da se... Hiša ne zapre. To pa se hiša ne zapre. Kakšna pa je ta teta? Teta. In predvsem, čigava je ta teta? Od te punce, ki nam je stregla, tudi pokojnik je pravil teta. Negovala ga je, v njenem naročju je izdihnila. No ja, bila je pri roki. Dobro, to je teta. Kaj pa punca? Mene moj bega ta punca. Ja, mene tudi. Tebe, Max. Tebe, Max, bega eno, mene pa čisto nekaj drugega. Vem, da punca stanuje pri teti in študira filosofijo, nekaj nekoristnega pač. In zakaj je ta odvetnik hišo izročil v varstvo neki teti? Čudno. Imaš prav, čudno. No. Zelo čudno. Mislim, da nam nobena teta ne more braniti, da si hišo malo ogledamo. Pa menda smemo. Vse smo pa na šlahta. Ampak samo pod enim pogojem, da gremo vsi skupaj in da se noben ne loči od skupine. Vodil nas bo pa Vinko, da hišo najbolj pozna. Ja. Torej, poglejte najprej tole. To je imel pokojnik za nekakšno predsobo, čeprav je prej soba, ki pa ni spalnica, saj je prehodna, ne? Sem se gre pa tja, kjer je pokojnik umrl. Ljubke potem, ko bo sobo videla, tam? A ste že šli? Ja, gledat hišo. Jaz pa ravno kavo prinesla. Vi skrbite za vse to. Ne, pravzaprav teta. Ampak itak samo dokler hiše ne predajo dedičem. A potem pa ne mislite več ostati tu? Ne. Kaj pa, če bi vam dedič ponudil, da ostanete? Mislim, zame bi to bilo zelo razveseljivo imeti v hiši eno tako mlado, lepo, prijetno bitje, no? Hvala, zelo prijatno. In še nekaj. Mislim se prav kmalu poročiti in do takrat lahko ostanete. Zakaj pa samo do takrat? Ker bi drugače bila moja žena ljubosumna. Prosim. Všeč si mi. V bistvu si mi zelo všeč. Gospod. No pa pustiva že tega gospoda. Daj mi mir, grijo. Au. Se pa mladi in lepi punci ne sme več povedati, da je mlada in lepa. No, daj, da vidite. Ja, tako bo še naprej. Še nekaj. O, kava! Ja. Ampak nismo še končali z ogledom. Bomo pa coffee to go. Kava to go? Ja, kava za kako? Za srad? Zraven česa? Jaz kavo v roki hodiš in piješ. Ampak samo požirek Tomši, zaradi pritiska. Ja! Danes sicer ne pijem kave, ampak če boš. Jaz kave sicer sploh ne pijem, ampak če jo boste vsi drugi...
Kako lepo, da me pričakate s kavo. Saj imam hišo polno gostov. A so še kaj tukaj? Ja. In povrh vsega mora biti strašno prijazna in stražljiva, ker ste vi tako naročili. Saj prijaznost vas pa ja nič ne stane. Vsi me gledajo po strani, ves čas nekaj šepetajo in namigujejo. Pa to me še niti ne moti. Ampak, kaj sem pa ravno kaj zdaj doživela? Kaj pa? Od sorodnikov mi je brez kančka sramu ponudil, da lahko ostanem tukaj, dokler se ne poroči. Mogoče vas pa ste mi hotel užali. Ja, pa me je. Ja, kaj pa? Kaj pa? Če bo on res dedič? A takšno sliko ste se ustvarili o meni? No ja, saj vsi vemo, bogatstvo spremeni človeka. A ja? A vas bo bogatstvo spremenilo? Saj zdaj ne govoriva o meni. Kaj pa, če bi srečali kakšno bogato dedinjo? Kaj pa vem? Po moje je ves čas mislil, da ona dvomi o iskrenosti mojih čustev. Zakon je itak samo ekonomska kategorija. A ja? Ja. Sicer pa sem z vami hotela govoriti nekaj čisto drugega. So že nazaj. Ne bi rada me videl tukaj. Zakaj pa ne? Tukaj jih imam. Ne pustijo me po mir. Ne v pisani, ne doma. Če pa me boste vi kaj vabili, ste vedno dobrodošli. No, zdaj ste videli. Bogatstvo, kakšno bogatstvo. A je vedel, zakaj je živel. Tista zlata budilka. Tisti prelepi svečniki. Doma sicer nikoli nisem imela budilke. Kakšnih spominov, če nikoli nisi imela? Moj drugi mož me je prebujal po večkrat na noč. Prava budilka. No, Tina, ti si se pa kar razjokala, ko si zagledala jedilni pribor. Če je pa tako lep za 24 oseb in to čisto srebro in kompletni porcelan Augarten tudi za 24 oseb. In šak, ročno delo, originalno iz Persije. Pa 100 let star Lagavulin in single malt. Wow! Moj bog, česa ni vsega v tej hiši. In vse to čuva nekakšna teta. In je na nečakinja. Pusti že to nečakinjo. Ampak res, kdo nam jamči za to teto? Kdo ve, koliko stvari je že šlo iz te hiše? Nekaj sem se spomnil. Ja, to ni? Ja, to ne povem. Na nekaj, recimo. Zdaj to, če si se stole, Povej to. Začel si se pa povej. Razmišljal sem, kaj če se bi nekdo od nas uselil sem in čuval hišo. Uselil? Sem. Čuval? Lepo smo se nasmejali in hišo si ogledali. Zdaj je prišel čas, da se poslovimo. Nasvidenje. Veliko greva. Nasvidenje. Nasvidenje. Srečno. Srečno. Komaj čakam, da pridem domov in se odpočijem. Točno to odpočiti morava. Nasvidenje. Nasvidenje lahko noč. Nasvidenje. Kaj je to? Kaj? Kjer se žlahta glasno zmirja, prepira in popravlja, lahko rečemo, tako za ljubezen v družini. Ko pa naenkrat začnejo šepetati. Kaj imajo? Jaz vem. Šli so se pripraviti, da se vselijo sem. Prav imaš. Stavim glavo, da se bo Vinko vselil. Ja, Vinko se bo vselil zato, da bo vse dragocenosti čuval pred nami. Mi pa zato, da bova vse dragocenosti čuvala pred njim. Pridi, Marjan, greva! Kaj vsi se mislijo vseliti? Čudno, da se noče še ti... Max. Točno, Max. Kdo pa pravi, da se ne bom? In na kaj boš pazil? Na stvari ali na nečakinjo? 50-50. Šikam zdaj po najnujnejše, da se še vrnem pred ostalimi. Adijo. Adijo.
Nisem hotela, da mi kdo zasede sobo z balkonom. Rada sem v stiku z naravo, svetom. Logično, da. Kaj pa ostali? So že tukaj. Tako hitro? Aha. Ja, kaj pa sobe? Samo pokojnikova še ni zasedena. No ja, bolje vrabec v roke. Presenečenje. Prva noč v novem bivališču in najprej srečam tebe. V kakšnem novem bivališču? Ravnokar sem se vselil. A ja, vi tudi? Kako to misliš, vi tudi? Jaz bi moral biti prvi. A pa je do odvetnika vprašal, je on to sploh odobril? Jaz tam bi spraševal. V bistvu bi odvetnik moral vprašati mene, če se sploh želim vseliti. Samo to vam povem, da ne bom več dolgo gledala tega, kar se tukaj dogaja. Ja, samo gledati pa res ne treba. Zdaj, ko imava priložnost, bi lahko počela nekaj čisto drugega, kot da se samo gledava. To je pa višek, daj mi mir, idiot, kaj pa odvetnika! Au! Trapa neumna važna! Ne morem spati, vida smrči. Boš? Pravzaprav ne kadim več. Že 6 mesecev in 12 dni. Ne, samo držim. Vidiš, boš to bil. Ja, ampak držanja... Pasivno kajenje je dokazano še bolj... Nezdravo, vem, Tina, vem, greva spat. Pa če sem ti rekla, da ne nehaš. Saj nisem bil, pa če sem ti rekla. In ti torej ne kadiš več? Ne, nehal sem. Aha. Pa piješ tudi ne? Ne, 3 mesece, 6 dni.
Bog, odpusti mi, odvisnik sem. Vida. Ona sem rekla. Bog, odpusti mi, odvisnik sem. Sveto Marijo Medžugorsko sem prosila za tvojo ozdravitev. Sveto Marijo Medžugorsko sem prosila za tvojo No, kje so zdaj? Povsod, po celi hiši. Najbolje bi bilo poklicati policijo in vse po vrsti zmetati ven. Policije pa nisem. Druga možnost pa je, da na sodišču zahtevam, naj se oporoka takoj. A ni treba počakati 40 dni? Če obstaja utemeljen razlog za drugačno ravnanje, celo to lahko stori že prej. Ker trenutna situacija očitno zahteva nujno ukrepanje, bomo torej oporoko odprli že jutri. Ampak to pomeni, da bi se mi svetu morali že jutri izseliti iz hiše. Ni nujno, če daje dedič ne bo pobil. Saj veste, da niso plačevali najemnine. Teta je skrbila za hišo, za minus pa imeli za 100 stanovanj. Tudi drugače nama pokojnik zelo pomagal. Dober človek je bil. Prav zato domnevam, da bo tudi dedič dvaj prizanesljiv. Ne verjamem. Vsi me gledajo prav sovražno. Mogoče si pa samo domišljate. Ne smije. Ampak v bistvu sem vas hotela vprašati, če bi me vzeli. Jaz? Vas vzel? Ja, kot pomočnico vaše pisarne. Z veseljem. Pa ste dobro pretehtali tu svojo željo? Pa ne bi tehtala. Sem zelo strog nadrejeni. Jaz pa zelo vestna. Poleg tega sem izredno pedantni. Jaz pa zelo natančna. V službi sem zelo resen. Pa je resna zadeva. Včasih znam biti bližno posumen. Tudi jaz znam biti. Tega pa zdaj ne razumem. Oprosti, zareklo se mi je. Nič hudega. Kako je moja načina? Sam bom šel v hišo in čakal, da te priseljence ujamem v kakšne nespodobne situacije. Tako bom imel zadosten razlog, da se oporoka odpre že jutri. Super. Mene? Saj nisem pokojnikov duh. No, zdaj pa povej. Kaj? A bova spet začeli od začetka. Kje si bila? Tamle sem, malo sem šla na sprehod. V jedilnico sem malo prah popisala. Prah? Normalno, ja. Tako sem pač navajena. A veš, da jaz tudi v tujih hišah od vsega najrajši briščem prah. A sem videla vse te lepe stvari od pokojnika? Kako me vse spominjala? Daj no, Tina, no to ti pa res ni treba ljubati. Ja, vem, da mi ni treba, ampak taka sem. Daj ti rajši povej, zakaj si se tako nalivala na hladilnik?
Ne, Koček. Ne mi povedati. Synthesizer. Srebrn jedilni pribor. Ja. To sem vzela samo za majhen suvenirček. List bi sem ga vzela, da ga umaknem, ker če to ni Lilko, je konec. To imaš pa prav. Ker on bi lahko ukradel celo mojo budilko. Jo tudi bo. Dobro, Tina, kar vzemi ta svoj suvenirček. No, daj. Pa ne ti bo. Samo ne naokrog razglašati. Brez skrbi, vem jaz, kaj je družinska skrivnost. Natalija! Kako pa ti? Viš, sem hotela pobrisati prah. Prah? Takšen prah. Ne vem, kje sem pustila copate. Na nogah imaš ene. Poglej, pa res, kako sem neumna. Je življenje, nikako ni. Sploh, saj viš, kako je. Dobro, da smo to razčistili. Lahko noč. Natalija? Ja? Zakaj pa tako čudno hodiš? Noge me bolijo. Krčne žile. Ja, Zofija, a ti me nekaj sumiš? Ker tega pa od tebe ne bi... Ne, nikakor. Natalija, da te ni sram, da prepevaš v pokojnikovi hiši. Pa tudi zvoniš. Zvonim? Kako zvonim? Zakaj ne bi zvonila? Zvoniš. Če ti pa rečem, da ne, saj nisem zvonec. Vinko, a si slišal? Kaj naj bi slišal? Zvonila si. Natalija, ti si zvonila. In pela. Mogoče so pa duhovi. Ne, niso. Budilka je. Moj Bog, Zofija, v življenju še nisem imela. Vidiš? Da te ni sram. Natalija, mi smo prišli v to hišo čuvat lastnino, ne pa krasti. Vinko, greva raje spat. Ja. Vinko? Zakaj se pa ti držiš, kot bi pogoltnil kom? Reumatizm, Natalija. Reumatizm. Take posebne vrste, samo včasih me useka. Ampak takrat pa go urad. Ja. A se temu mogoče reče srebrn reumatizem? Saj nismo prišli v to hišo čuvat lastnino. Ja, čuvat, seveda, kaj pa drugega. Ja, a je kdo doma? To sem vzel samo tako mimo grede. V bistvu sem ta pladen s tem čuval pred vami. Vinko, gremo spat. Ja.
če reče moramo, seveda tudi mislim sama na sebe. Ker eno je krasti oziroma skrivati stvari pred sumljivimi osebami, ampak početi kaj takega pred družino, pred nami samimi, to gotovo ni naš način. Zato vas javno pozivam, da naj vsak vrne tisto, kar je vzel. Zakaj bi to počeli, če stvari tako ali tako nam pripadajo? Zato predlagam, da nocoj ostanemo skupaj in izkoristimo ta čas, da se bolje spoznamo. Hvala za pozornost. Ja, bravo. Draga družina, živeli! Živeli! Sofija! Hvala. Zdravje, tovariš. Zdravje. Slučajno še. Zdravje. Slučajno. Hvala. Torej, že lepo, da se imamo lepo. Mene pa že ves čas muči eno vprašanje. A smo se mi v to hišo zakonito vselili? Pa tu je vrna samoumevno. Ampak, a ste vi videli, kako se ta mala obnaša, kot da smo sovražniki, ne pa familija? Mene ne skrbi, seveda nas to lahko tudi napodijo, ampak... Čakajte, se pravi, da smo se nezakonito vselili. Seveda ste se nezakonito vselili. Kaj pa, če bi ti Vinko poklical odvetnika in bo rekel, da smo vsi pošteni ljudje, z dobrimi nameni? On dobro ve, da imam jaz dobre namene. Tudi jaz sem tukaj z dobrimi nameni. Vsi smo prišli z dobrimi nameni. Tako je. Ne nazove. Ti si mi pa sumljiv. V bistvu sploh ne vem, kdo si ti. No pa pustimo zdaj to. Mene bolj zanima, zakaj nočete odvetnika, ha? Ker ni potrebe. Da nisi se ti malo pokakcal, ha? Vinko se ni nič pokacal, a ne to. Jaz sem se sposoben pogovarjati s komorkoli. No potem pa pojdi odvetniku povedati, da smo si pošteni in ugledni ljudje, z dobrimi nameni. Nekaj ga že učiti, kako se ne on pogovarja. Odvetniki stojijo pred njim mirno, ki se sploh ne upajo nič reči. Kaj stojijo? Drhtijo! Pojdite, bo Vinko govori z njim, no, malo hitrejše prosim, ja. Komaj sva čakala, da ostanemo sami. Z vami moramo praviti pomemben pogovor. Ja, tudi jaz moram z vama opraviti pomemben pogovor. Odlično, lepo govorite se, saj sta tukaj edina, ki se spoznata na zakone. Ja? A ja? Ja? Vi se torej spoznate na zakone? Pa nekaj let sem bil župan. Potem mi prosim povejte, koga bi kaznovali v primeru, če bi recimo šel žival, recimo petelin, svinja, poran ali konj na tujo njivo. Lastnika živali, vendar, ja. Seveda, saj živali nič ne razumejo. Kako pa bi kaznovali ljudi, ki zaidejo na tujo posest? Ja, kaj ne rečem, Zofija? Vinko je vsem lepo rekel, ljudje božji. Tega ne storite, to je proti zakonju, ampak oni so se kljub temu navalili. No ja, njim je se mogoče oprostiti, ampak vi, ki se spoznate na zakone. Saj zato sva se uselila, da bova skrbela za red. Ja, za red, točno, tako je. Poklicat bi moral policijo. Ampak je ne bom. Ker grem jutri na sodišče zahtevo, naj se oporoka nujno in takoj odpre.
Pa je kaj zaradi česa se vam to zdi nujno? Mogoče nezakonita uselitev? Ampak do jutri lahko ostanemo še v hiši. Bi bilo res neumno, če bi se za en dan uselili. Dobro, ne vam bo. Hvala lepa. V imenu celotne družine se vam najlepše zahvaljujem. Gospod odvetnik, lahko še eno majhno vprašanje. Ja. Zanima me, kaj bova dedovala? Vidva sta prepričana, da bosta dedovala. Kaj midva? Vsi smo prepričani, da bomo dedovali. Zakaj se torej ne pogodite med seboj? Pogodimo? Kako to mislite? Vsak med vami očitno verjame, da je zakoniti dedič, kar pomeni, da imate vsi enake pravice. Torej si lahko dediščino prijateljsko in sporazumno razdelite. Pa bo sodnik upošteval ta naš sporazum? Sodnik bo upošteval samo to, kar piše o poroki. A v poroki ne piše naj se... Sporazumemo. Ne vem, počakajte do jutri. Nasvidenje. Hvala lepa. V redu, gospod, hvala lepa, gospod. Ja, hvala. Ja, vse sporočili. Hvala. Ste se pogovorili. Hvala. Ste se pogovorili. Seveda sem se. Vinko mu je kar naravnost rekel, Sinko, jaz se spoznam na zakone, ti se poznaš na zakone, jaz pa še bolj. Kar začniva. Rekel moj Vinko. Potem je še dodal, v imenu celotne družine zahtevam, da se oporoka odpre takoj. Kaj pa on? Naenkrat je postal živčen, začel se zvijati in spoznal je, da z Vinkom ne bo zlahka opravil. In zaradi tega je privolil, da se oporoka odpre jutri. Jutri? Seveda, tako jaz govorim za advokati. Ampak, Vinko, če si ga že tako prebil, zakaj ga pa nisi vprašal, kaj piše v oporoki? Saj sem ga? Ja, kaj ne rečem, Sofija. Vinko je star maček, kar zasuval ga z navzkrižnimi vprašanji. Pa je dobil tudi kakšen navzkrižni odgovor? Ne naravnost, ampak sem takoj vedel, da se oporoka fiskalno, multimedialno, transparentno... V oporoki piše, naj se družina sporazumno razdeli premoženje. Torej predlagam, da naše srečanje spremenimo v konferenco. Kateri bo seveda predsedoval ti? Pa kaj ti, no? Vinko, ti daj prosim, Vinko, Vinko, prosim, Vinko, ti daj ti. Pojdi, Vinko, daj, no. Zaradi dostojanstva in pietete do pokojnika naj predseduje Zofija. Torej, malo hitrejše, prosim. Hitrejše, prosim. Če bo jutri sodnik prebral sledeče, vse svoje premoženje zapuščam svoji družini, ki si naj ga sporazumno razdeli, moramo nemudoma odgovoriti, smo se že sporazumeli. Smo se že sporazumeli. Najprej pa si moramo razdeliti v bližne in daljne sorodnike. Kako pa, če smo vsi bližni sorodniki? Ti že nisi bližna. Kako nisem? Tako, nisi. Ti pa si, kaj? Seveda sem. Prav toliko kot jaz. Sploh ni res, Natalja, nisi bližna tako kot Marjan tudi ni. Zakaj pa zdaj jaz nisem bližnji? Zato, Marjan, ker si sorodnik po svoji prvi ženi. Če bi bil on samo sorodnik po svoji prvi ženi, jaz ne bi tako jokala. Če bomo pustili ženskam, da takole čakajo, ne bomo nikamor prišli. Točno tako. Ne govorim kar tako, da sem bližnji sorodnik, imam tudi dokaze. Tukaj, črno na belem. Ja. A ti si naredil pravi družinski katastar naše družine. To ni katastar, pač pa družinsko drevo. Vidiš tole deblo? Ja, vidim, pa kaj? To je pokojnik. A to je mato. Ja, vidiš
što ne vejo tukaj? Ja, vidim, ja. To je pokojni stric Albert Novak, stric pokojnega Mateja. Aha. Ta stric Albert je imel 3 sinove, Brankota, Janja in Mirota. In vidiš to ne vejo, ki se spušča od Mirota dol? Ja, vidim, ja, pa kaj? To sem jaz. To si ti? Ja, ker smo od Mirota sin. To si pa nizko padel. Če se bomo ukvarjali s takimi malenkostmi, ne bomo nikamor prišli. Zato moramo upraviti velito dediščino, pravično in prijateljsko, kot se za družino spodobi. Potem pa povej kako. Prav, pa začnimo pri Nataliji. Zakaj vedno začenjaš pri meni? Ker se ti vedno znajdeš pri roki. Natalija, ene so tvoje potrebe, druge so naše potrebe. Daj no. Ja. Čisto drugače bi bilo, če bi imela otroke. 2 moža si imela, pa nič. A sem jaz kriva? Koliko časa pa sem živela z njima? Skupaj 3 leta in 7 mesecev. To pa mine 1, 2, 3, še roditi ne otegneš. Sploh pa mi glede otrok. Ti nimaš kaj očitati, tudi ti jih nimaš. Se te ne očitam, samo menim, če bi imela otroke, bi ti lahko dali malo več. Tako pa mislim, da 5000 v gotovini plus vsa kuhinjska posoda je zadosti. Kaj? Jaz ne prosim za miloščino, ampak zahtevam to, kar mi pripada. Prav, pa zdaj mi še tisto zlato budilko. Vzemi jo sama in jo postavi na srebrn plan. Ampak zares, Zofija, ti določaš kar tako na pamet. Ja, samo predlagam, malo za potopljenje. No, pa da slišimo. Prav. Marjanu in Tini bi pa lahko dali pokojnikovo njivo v gluhem lesu in 10 000 v gotovini. To imejte kar vidva, jaz hočem svoj delež. Pa to je tvoj delež, sence. Hej, tista jalova njiva, ki je še prste bi povohal. Zahtevam, da Zofija in Vito povesta, kaj hočeta ona dva. Tako bomo saj mi vedeli, pri čem smo. Najprej sem mislil razdeliti vam, zase pa obdržati samo tisto, kar ostane. No, pa razlišimo. Ker je Vinko pokojnikov najbližji sorodnik. Ja. A mi lahko kdo razloži, zakaj je Vinko najbližji sorodnik? Ja. Zaradi sorodstvenih vezi, zaradi dejstva, da zastopa družina, misliva, da Vinko pripada hiša. Ta hiša skupaj z vsem pohištvom, kamor spada tudi budilka. A zdaj pa budilka tudi? Poleg tega, A še nima dva dovolj. poleg tega še trgovine, plus vinograd, vina na morju in kuda tega. Se pa zares ne zaustaviti. Ti, kaj pa če bi še oddela delnice posojilnice? Ja, seveda nama pripade še delnice posojilnice. To ni res! Mene pa to tam ni. Pa saj te resni, jaz se že ves čas sprašujem, kdo ta človek sploh je. To je sramota, to bom jaz, Max. Ja, Max. Ljudje božji, to ni nikakršen družinski sporazum, ampak rok. Ja, To je roko! Ja, roka. Njemu delnice, posojilnice, meni pa kuhinjska posoda. Ne priznavamo takega dogovora. Ne. Ne priznavamo predsednice konferencije. Ne priznavamo oporoke, ne priznavamo ničesar. tudi tebe noben ne priznava. Vse naše! Ljudje božji, kdo bi si mislil kaj takega?
Izigral nas je. Ni nas izigral. Ampak prevaral. Izgroban nas je prevaral. Že ko smo stali pred sodnikovimi vrati, mi je trznilo desno oko. In ko mi trzne desno oko, to ni nič dobrega. Ej, vsi govorite, ja. Sodnikom ste pa bili vsi tiho. Ja, kaj pa naj bi naredili? Ja, lahko bi protestirali, tako kot sem jaz. Še danes moramo vložiti pritožbo in začeti postopek za izpodbijanje oporoke. Postopek za izpodbijanje oporoke. Kaj pravite na tega odvetnika Wolfa? Pravi strokovnjak za izpodbijanje oporok. Ali pokojnika razglasi za novega, ali si izmisli, da gre za ponaredek, ali pa oporoko preprosto ukrade. Odličen advokat vam rečem. Kar se mene tiče, bi pokojnika res lahko razglasili za novega. Ja, da vsakemu zapusti po 5000 evrov, kot da smo sami berači. Kot da bi mu oporoko narekoval. In komu je vse zapustil? Neki se že tega ne vem, kako naj rečem. In ne zakonski. Neki kapi važni. Zapustil je tudi šolo in cerkvi. Ja, Tonči, ker se pač spodobi. In da bi prikril sramoto. Hišo, vinograd, trgovine, delnice, gotovino, vse. Ne, prav vse. Ampak ali to sploh zakonito? Kar dobro nas je. In da brez vednosti družine naredi nezakonsko hčer. Ste vi videli, kako se je ta mala pretvarjala? No, zanjo še ne rečem. Njegova hči je zakonska ali ne. Ampak da je toliko zapustil šolam in cerkvi. Čeprav niti šole, niti cerkev niso v stečaju, tako kot jaz. Jaz se pravzaprav sploh ne sekiram, da sploh nismo v sorodu. Kako to misliš, nisi v sorodu? Njegova prva žena je bila, a ne Marjan. Njegova prva žena je bila z njim v sorodu, ne jaz. Kako ste kaj? Kaj to pa je? Cel dan sem bila zavita v to črnino. Naj zdaj nosi hči, jaz je ne bom več. Lahko pa ne za 5000 evrov. Prav. Kaj pa čez dalje pride Vinko z novico, da se je odvetnik odločil izpodbijati oporoko? Misliš, da bi mi bilo težko skočiti domov in se spet preobleči v črno? Dobro večer. Vinko, si bil pri njemu? Kaj pravi? Umirite se, umirite. No, povej. No, Vinko. Evo vam bom povedal. Ja, hvaljoce. No. Torej, stvar je propadla. Ne. Vse je propadlo? Tako kot sem rekel. Ne moremo izpodbijati oporoke. In zakaj ne? Ker je zakonita. In ker obstaja zakonita dedina. Odvetnik Wolf tudi pravi, bodite veseli, da vam je zapustil vse to, kar vam je. Čeprav je imel vso pravico, da tega ne naredi. Jaz še vedno ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli vložiti pritožbe. Če odvetnik pravi, da ne bo pomagalo, potem si lahko prepričan, da zares ne bo. Predvsem zaradi tega, ker nismo neposredni dediči. Čakaj malo. Ali jaz nisem neposredni dedič? Ne, to ne nisi, noben med nami ni. Dobro nas je. Meni nič, tebi nič, nas je enostavno odžagal. Ti, Vinko, si pa še včeraj govoril, kako dober in plemenit človek je bil. Ja, to sem govoril, dokler sem še upal, tako kot vi. Če dobro pomislim, čisto navadno leruh je bil. Še meni je zaračunal obresti. Še živ bi imel diro kožo. Ropal je in lačni me malo odrus. Kaj ni bilo, ki mu ne bi kaj ukradil. Resnično, ta človek ni imel srca. Ne srca in ne duše. Iskreno povedano, pokojnik je bil pravi gnoj. Ja. Gnoj, kaj pa drugega? Ja. Bog se usmili njegove črne duše. Celo mene je zavrnil. Nekoč sem ga pač prosil za 27 000 evrov, pa rekel samo, ne dam. Mi smo ga včeraj že tako hvalili. Smo mi tratasti, saj smo vendar vedeli, kakšen je bil.
En čisto navaden lopov. Kako da ga ni bilo sram javno priznati, da ima nezakonsko hčer? Iskreno povedano je bil pokojnik ena perverzna svinja. Poslušaj, ko sem postala vdova po prvem možu, je naravnost navalil name. Pa sem mu lepo rekla, dragi Marto, kako lahko misliš na kaj takega? Saj sva v sorodu. Veste, kaj mi je rekel? Kakšno sorodstvo neki. Ti meni nisi nič. Tako lepo družino gre oropati zaradi neke nezakonske hčerke. V dobrih starih časih so nezakonski otroci veljali za nezakonite. In zdaj, a moramo imeti to punco za svojo sorodnico? Ne. Samo malo, če zrelo premislimo, ona ni nič kriva. Kaj ni kriva, če pa nezakonska? Če bi bila poštena, bi bila zakonska. Predlagam, da se obratimo od tega dekleta. Predlagam, da se ji odrečemo, da jo sploh nimamo za našo sorodnico. Poleg tega še predlagam, da se še ta hip protestno izselimo. No ja, menda ne bomo čakali, da nas ona vrže ven. A kaj takega se tudi lahko zgodi? Delina je do tega ima vso pravico. Da smo morali to dočakati. Greva Ina, menda ne bom čakal, da me ena nezakonita ženska vrže iz hiše. Budiš, pa se preko zanimaj, kaj te kdo zapustil, ne še potem si mi ne se dnjoha. Treba ko se tudi zaprazni. Nič! Tudi mi pa bova šla, a ne tuču. Tudi mi pa. Ampak, nekaj me zanima. Kaj pa že spet? Razmišljal sem, a obstaja kak dokaz, da je ona res njegova nezakonska hči. Torej, pri teh stvarih je dokaz otrok. Nezakonski otrok je pač sam po sebi corpus delicti. Zakaj sploh še čakam? Ja. Vsi moramo ven iz te hiše. Jaz v bistvu sploh nisem bližnji sorodnik. Ti sploh nisi sorodnik. Potem mi pa že lahko. Ljuba moja tajna sorodnica. Življenje je res nenavadno. Polno presenečenje. Noben prošit poseb. Ko rečeš. A ti veš, da vidva nisva prav bližna sorodnika. Sedmo koleno. Tako rekoč nič. Toliko bolje. Glej, rad bi popravil nekorektnost, ki se je zgodila med nami. Priznam, bil sem nevljuben, zato te prosim, da mi oprostiš, ampak res me boli srce, ko te vidim tako osamljeno. Mogoče ni pravi trenutek, ampak vseeno razmisli, tukaj sem, bom nekje zate. Ljubi moj otrok! Draga moja! Pravno si mi povedala, kako je Tudi meni, samo da veš, sem rekel, naj se takoj protestno izselijo iz hiše, takoj! Najlepša hvala. Ni vredno beseda. Ne. Vidva sta se pa našla. Mislimo imeti odvetnika pri hiši. Ja, tudi meni, ta mladenič zelo ugaja, že od prvega trenutka. Draga Šantal. Draga. Kot tvoja najbližja sorodnika, sva pripravljena spred gospoda odvetnika v našo družino, kot novega družinskega člana. Dajeva ti najin blagoslov. Midva pa ne rabima ne vajnega blagoslova. Morda mogoče zaenkrat res, ampak zmeraj bova tukaj, kadar naju bosta rabila. A se lahko prosimo zaenkrat ti. Gostje so še kratko, kje pa vse si jih napodil? A še niste spakirali? Ja, kaj pa vidva? Midva ostaneva tu. Ja, seveda.
Ja, kdo bo pa drugače čuval to veliko premoženje? A ni tako, ne? Zakaj pa tako buljete? Ja, zakaj ima ta diva večje pravice kot mi? Gospod odvetnik, če imata ona dva pravica ostati v hiši, jo imamo tudi mi. Zahtevam pojasnilo! Oni zahtevajo pojasnilo. Drugače ne gremo iz hiše. No, a vidite, njim se enostavno ne da razložiti. Vseeno so upravičeni do pojasnila. A boste potem šli? Pojasnilo. Vsi veste, da je tale nezakonska hči pokojnika edina dedinja premoženja. Če je ona nezakonska hči, Ja? to ne pomeni, da si tudi ti nezakonska hči. Ja, torej, ja. Vinku je temu dekletu dal blagoslov. Ja. Kakšen blagoslov? Poročila se bo. Ja. In? Če si pomisliš, jaz sem ti vedno na razpolago. No, a zdaj lahko razumete, zakaj se morate izseliti. Mi, ki bomo ostali v hiši, bomo še naprej žalovali, vi pa lahko greste brez skrbi. Ta človek si stalno izmika odgovoru na naše vprašanje. Pravi politik, nekaj ga vprašaš, a on odgovori čisto nekaj drugega. Vsi vete, da je tale punca najbližja sorodnica in zato se spodobi, da ostaneva v hiši. Ja. Kaj pa odločite, da se ji odrečemo? Ja, tega ne morem storiti. Ne morem po naravnem zakonu. Na osnovi naravnega zakona ga je on zaprosil, da ostaneva tukaj. Kdo on? Kdo? Pokojnik? Ne, odvetnik moj zet. Ja, odvetnik, moj zet, točno, ja. To nima nobene veze. Ne morem vam povedati. Seveda nam ne moreš. Ne morem in vam tudi ne smem. Vidite, kako se nam laže, samo da bi nas spravili iz hiše. Zdaj si izmislil še nekakšno skrivnost. Nič, nič si nisem izmislil, ampak gre res za eno veliko... Za eno veliko skrivnost, ki vam je ne smeva, ne mora vam povedati. Ja, tukaj bom ostal zato, ker... Ostajam zato, ker... No, kjer je ta odvetnik, kako naj reče? Kar povej, no. Hočem reči, da je on je... moj nezakonski sin. Ja. Jaz sem tvoj nezakonski sin. Tako je. Sine! Ja, tudi te! Ampak saj vsi vemo, da to ni res. Kako da ni res? Nimava nobene sorodstvene zveze in tudi kakšne druge ne. Zato bi vas prosil, da končamo s to predstavo in da greste vsi lepo dol z odra. Drugače bom primoran delovati na drug način. Na kakšen način? Obtožil vas bom lažnega predstavljanja in krivega pričanja z namenom, da bi se prikazali za najbližjega sorodnika s pokojnikom. Čeprav ste vi, gospod Vinko, z njim o sorodstvu po? Mama. Kaj mama? Moja mama je... Vaša mama je bila poročena z daljnim sorodnikom pokojnikove mame. Kaj takega? Ali vi, gospod Marjan? Ponarejeno družinsko drevo in 7 lažnih potrdil. Skoraj bi pozabil. Gospod Tone, me lahko spomnite, koliko ste ostali dolžni gospodu Marju? Nekaj malega. Koliko? 50,000. Vi, gospod Max, vi ste pa sploh neznanka. Če sploh ne vem, kdo ste. Lahko pa vas iščem, če bi nujno želeli. Ne, ni treba. Mene tudi. Me veseli, da smo se zmenili. No, z moje strani je to vse. Najlepša hvala in lep večer še naprej. Da, vam 3 minute razpakirate in potem... Adijo!